vendar ženskam je ljubljen, če vam to povedati smem. Vendar ženskam je ljubljen, če vam to povedati smem. Le kovaj, kak ti je drago, poznaš delo, poznaš blago. Samo prej se umiti dej, preden greš neveški raj. Bravo. Menjav iz takega kosa železa je narejen žebu. Zdaj lahko gibati kuk tehta, kuk je visok, ne vem, če veste, je eden največjih v Sloveniji, če ne na svetu. Najdaljši žep je bil v Kropi v muzeju, 70 centimetrov. Od Slovencev rodba prebiva tu, tvoj prijaznost čista. Rajko Šolar, vi ste edini kovač v tem koncu, to drži? Edini glih ne, je še v Kamni Gorici, je še eden, je pa star čez 80 let in tudi od njega veliki idej mi on, da tudi narisal kapljico znoja, to je on narisal, jaz sem pa dal idejo, ker sem prebral knjigo Kamna Gorica, hiše v Kamni Gorici in v knjigi se opisuje žeblarstvo, 300 let. Sem rekel, 300 let žeblarstva, moj star oče bil že kovač, moj oče kovač, jaz sem kovač in sin. Tako da 4. generacija, sem rekel, je pa ta zadnji čas, da se en obeleži naredi in spomin na naše prednike in sem dobil idejo, da bi skoval en žebu. In koliko je težek ta žebu? Ta žebu je narejen iz takega kosa železa, z enega kosa. Ta surovec tehta 5 kilogramov in komplet žebu s podstavkami in to kapljico znoja tehta 9 kilogramov. In koliko časa ste porabili, da je bil ta žebo izdelan? To je pa skrivnost. To pa ne bom izdal, ker lahko ga bi delal en teden, lahko ga bi delal pa 10 ur. Pri delu pa mi je pomagal tudi sodelavec Urban, ki je tudi kovač, zasnova je bila pa Milan Žaberl, no, tudi kovač. In se mi zdi, da je en lep obeležje, ker ga v Sloveniji ni. Najdaljši žebo, kar smo ga zaznali, je dolg 70 centimetrov. Delali so jih v Kamni Gorici za benetke. Benetke so zbite s kroparskimi in kamnogoriškimi žeblji. A najbolj priznani so bili kamnogoriški po kvaliteti. Dolg je bil 70 centimetrov, ta je pa dolg 83. Tako da smo prekašali kroparje. No. In tako da se zdi, da je največji v Sloveniji, če ne celo na svetu. In to obeležje pa bo tukaj stalo in bo spominjalo na vaše prednike in na vaše delo. Ja, se mi zdi, da je primerno za Kamno Gorico. Čestitke. Ja, tako hvala lepa. Kakor kača se razteza potok, ki še zdaj šumi, se med hišami zaganja in potiho govori. Župan občine Radovljica Cyril Globočnik, na predvečer Gregorjevega ste se udeležili posebnega dogodka v Kamni Gorici in sicer odkritje obeležja. Ja, res je, no, jaz čestitam vsem avtorjem. Tukaj z mano sta tudi dva kovača, ki sta vsak po svojih močeh dala svoje žlake, pravijo, in je res nekaj posebnega na tem čudovitem mestu sredi Kamne Gorice pod Lipo. Jaz samo upam, da ne bo do kakšne razprtije prišlo, ker zdaj imajo tlele največjega, zdaj kako bo pa v Kropi reakcija, pa ne vem. Upajmo, da ne bo prišlo do razprtije. Absolutno ne bo prišlo, ampak tako malo hudomušno. V Kamni Gorici smo zabili žebljico na glavico. Ja, tako. Moramo pa dvigati sandal. A vidva sta oba še kovača? Ja, oba. In kje? Jaz sem v Kamni, taj pa na Lipnici. Jaz sem na Lipnici. Tako. Se še ohranja ta obrt? Še, tudi kar nekaj projektov imamo tudi za mestno občino v Kranj smo naredili, pa nekaj bomo pa še naredili. Kakšnih? Ja, ograje, pa tudi... Ograje do uporabnih stvari. Pa tudi mestni grb Kranja sem jaz naredil zdaj vzorce in verjetno naročil, no. Tako da oru kompletno kovan.